Po drugi svetovni vojni je v vzhodni Evropi, kjer je zavladal socializem, bila precej podobna pogosta praksa, da so nekatera mesta iz različnih razlogov poimenovali po pomembnih politikih, začenši od Stalingrada, Leningrada in tako naprej, ali v vzhodni Nemčiji Karl Marxstadt in tako dalje. No, po drugi svetovni vojni je seveda podobno kot drugje tudi v Jugoslaviji prišlo do tega. Tako je že 1946, ko se je prestolnica Črne Gore preselila iz Cetinja v Podgorico, kjer smo danes, sicer pred kipom Josipa Broza, smo pa namenoma tu, namreč po njem se je mesto začelo imenovati. Od leta 1946, torej do 1992, je mesto nosilo ime Titograd. Podobno je še eno mesto v Črni Gori v istem času nosilo ime po enem drugih politikov, gre za Ivana Milutinoviča, mesto Berane se je imenovalo Ivangrad, danes sta obe dve mesti torej dobili nazaj staro ime. Po smrti Josipa Broza je prišlo do iniciative, da se bi pravzaprav v vsaki republiki in pokrajini nekdanje Jugoslavije eno od mest poimenovalo po Josipu Brozu. In zdaj, če gremo od Slovenije navzdol, torej v Sloveniji je to bilo potem Titovo Velenje, na Hrvaškem Titova Korenica, v Bosni in Hercegovini Titov Drvar, v Črni Gori je Titograd že obstajal in dodatka ni bilo potrebnega, v Vojvodini je bil to Titov Vrbas, v Srbiji Titovo Užice in pa na Kosovo Titova Mitrovica, nekdanja Kosovska Mitrovica. V Makedoniji pa je Veles dobil spredaj še pridevek Titov Veles. Večina teh mest je po razpadu Jugoslavije ta imena izgubila, oziroma ta Titov pridevek k imenom izgubila. Morda se je še pred leti recimo na kakšni cesti, ki je videl kakšen smerokaz. Spomnim se zagotovo, da je še pred nekaj leti bil smerokaz Titov Veles na odcepu iz avtoceste mimo Velesa. Ni pa zdaj bil Tito in že prej omenjeni Ivan Milutinovič edini. Prišlo je še do nekaj preimenovanj tudi v 80-ih letih, oziroma v 80-ih se spomnimo vsaj enega, namreč da so po znanem bosanskem politiku Đuru Pucarju Starem mesto Novi Travnik v osrednji Bosni preimenovali v Pucarevo. Pa recimo v Sloveniji, seveda to pa že precej prej, se je po preminulem predsedniku slovenske vlade Borisu Kidriču nekdanje Strnišče preimenovalo v Kidričevo. No, še en tak primer imamo, vkolikor gre v teh primerih, ki smo jih do zdaj naštevali, pravzaprav za poimenovanja, ki so se zgodila za osebe, ki so živele še po drugi svetovni vojni, pa so recimo eno mesto v Vojvodini, torej Veliki Bečkerek, preimenovali v Zrenjanin po Žarku Zrenjaninu, ki pa je umrl med vojno. Kot rečeno, ostala imenovanja so na osebe, ki so delovale tudi še po drugi svetovni vojni. Podobno kot so v Sloveniji recimo preimenovali po Kidriču Strnišče, je po smrti Edvarda Kardela 1979 potem hitro sledilo preimenovanje še enega mesta, tokrat ne v Sloveniji po Kardelju, kar je morda malo nenavadno, ampak so recimo pristanišče blizu ustja Neretve na Hrvaškem, Ploče, torej preimenovali v Kardeljevo. Kot rečeno, večina teh mest v bistvu je ta svoja nova imena ali pa pridevke Tito potem že po razpadu stare, torej socialistične Jugoslavije, pravzaprav precej hitro izgubila. V nekaterih primerih celo s kakšnim referendumom, recimo to poznamo zgodbo z Podgorico pa z Ivangradom, kjer so imeli referendum z zelo nenavadnimi okoliščinami, koliko volivcev je glasovalo, kje vse se je dalo glasovati, da so celo Črnogorci celo vojakom na bojišča nosili te glasovalne lističe in podobno.